Dober večer. Tudi nocoj nas Božja beseda v družbi Kleopa in še enega učenca popelje v trg. Sta šla učenca po cesti v Emaus, otočna žalostna. Pristopi Jezus, začne pogovor in že ga prosita. Bodi pri nas, ker se že mrači, bodi pri nas, Gospod. Bodi pri nas, da nagiba se noč, bodi pri nas, Gospod. Kam ni ta cesta v življenju našem, speljana je v nebo, da ne omaga korak na poti, prosimo Jezusa. Bodi pri nas, ker se že mrači, bodi pri nas, Gospod. Bodi pri nas, da nagiba se v noč, bodi pri nas, Gospod. Je z nami Jezus, podobi kruha, ponižetih obok. Je hrana dušam in moč slabodnim, zato prosimo, da. Bodi pri nas, ker se že mrači, bodi pri nas, Gospod. Bodi pri nas, da nagiba se v noč, bodi pri nas, Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost in mir od mrtvih vstalega odrešenika, Gospoda Jezusa Kristusa, naj bo z vami vsemi. Tako zmagoslavno z vstajensko zastavo nas Jezus pozdravlja in nam sporoča, da je cena in zadolžnica za vsak naš greh odkupljena in da so nam odprta vrata nebes. Z drugo besedo, evangelij, vesela, najbolj vesela novica vse zgodovine, vesoljne in osebne zgodovine vsakega človeka. In mi smo zbrani tudi ta večer pri oltarju, pri Evharistiji, tam, kjer se zgodi ključni trenutek zgodbe na poti v Emaus in kjer se dogaja toliko ključnih trenutkov tudi življenja cerkve. To svetomašno daritev obhajamo z rajno Marijo Plestenjak ob obletnici. Vse, kar pa ta večer sami prinašamo pred Gospoda v teh trenutkih tišine, v svojih mislih, v tihi molitvi, položimo na Gospodov oltar skupaj s ponižno prošnjo za odpuščanje naših grehov. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, v besedah in v dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se.
ko velikonočna osmina je, to pomeni mir ljudem, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te, zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave, Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni. Gospod edinorojenji Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sin očetov, ti odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Ti odjemlješ grehe sveta, Spod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, Svetim Duhom, v slavi Boga Očeta. Amen. Molimo. Dobri Bog, vsako leto nas razveseljuješ slavjem Kristusovega vstajanja. Naj nam to praznovanje pomaga, da bomo prišli do neminljivega veselja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Berilo je iz apostolskih del. Tiste dni sta šla Peter in Janez v tempelj ob 9. molitveni uri. Nekega moža, ki je bil od rojstva hrom, so prinašali in ga posajali vsak dan k tempeljskim vratom, ki se imenujejo Lepa, da bi v tempelj gredoče prosil ubogaj me. Ta je videl Petra in Janeza, ko sta hotela stopiti v tempelj, in ju je prosil miloščine. Peter in Janez sta se ozrla van in Peter je rekel: Poglej v naju. In gledal je vanju v pričakovanju, da bo od njiju kaj dobil. Peter pa je rekel: Srebra in zlata nimam, kar pa imam, to ti dam. So se mu utrdila stopala in gležnji in je skočil po konci ter hodil. Nato je stopil z njima v tempelj in je hodil, poskakoval in hvalil Boga. In vse ljudstvo ga je videlo, da hodi in Boga hvali. Prepoznali pa so ga, da je on tisti, ki je zaradi miloščine posedal pri tempeljskih lepih vratih, in prevzela jih je groza in strmenje nad tem, kar se mu je prigodilo. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: Zemlja je polna Gospodove dobrote. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Slavite Gospoda, kličite njegovo ime, oznanjujte med narodi njegova čudovita dela. Pojte mu, igrajte mu, pripovedujte o vseh njegovih čudežih. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje. Zemlja je polna Gospodove dobrote. O zarod njegovega služabnika Abrahama, sinovi njegovega izvoljenca Jakoba, on je Gospod naš Bog, njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Na veke se spominja svoje zaveze, obljube, ki jo je določil za 1000 rodov, zaveze, ki jo je sklenil z Abrahamom, prisege, ki jo je dal Izaku. Zemlja je polna Gospodove dobrote. Aleluja, 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 pojmo Bogu vsi, hej, hej, hej. Aleluja, 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 pojmo Bogu vsi, hej, hej, hej. Aleluja, 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 pojmo Bogu vsi, hej, hej, hej.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku, slava tebi, Gospod. Glej, dva izmed Jezusovih učencev sta šla prav tisti prvi dan v tednu v trg Emavs, ki je 60 tečajev oddaljen od Jeruzalema. Govorila sta med seboj o vsem tem, kar se je bilo zgodilo. Medtem, ko sta se pogovarjala in se vpraševala, se je sam Jezus približal in šel z njima, njune oči pa so bile zadržane, da ga nista spoznala. Rekel jima je: kakšni so pogovori, ki jih imate med seboj po poti? Žalostna sta obstala. Eden, ki mu je bilo ime Kleopa, mu je odgovoril: ali si ti edini tujec v Jeruzalemu in nisi izvedel, kaj se je tu zgodilo te dni? Rekel jima je: kaj? Ta dva sta rekla: kar se je zgodilo z Jezusom Nazarečanom, ki je bil prerok, mogočen v dejanju in besedi pred Bogom in vsem ljudstvom, kako so ga izdali naši veliki duhovniki in poglavarji v smrtno obsodbo in ga križali. Mi pa smo upali, da je on tisti, ki bo rešil Izrael. Vrh vsega tega je danes že 3. dan, odkar se je to zgodilo. Pa tudi nekatere žene izmed naših so nas prestrašile, šle so namreč za rana v grobu in ko niso našle njegovega telesa, so prišle in pripovedovale, da so videle tudi prikazen angelov, kateri pravijo, da živi. In šli so nekateri izmed naših grobu in so našli tako, kakor so rekle žene, njega samega pa niso videli. On jima je rekel: o nespametna in po srcu počasna zavarovanja vsega tega, kar so povedali preroki. Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel in šel v svojo slavo? In začel je z Mojzesom in vsemi preroki, ter jima je razlagal, kar je bilo o njem v vseh pismih. Približali so se trgu, kamor so šli, in on se je delal, da gre dalje. Silila sta ga govoreč: ostani z nama, proti večeru gre in dan se je že nagnil. Vstopil je, da bi ostal z njima. Ko je sedel z njima k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. Odprle so se jima oči in sta ga spoznala, on pa jima je izginil izpred oči. In rekle sta drug drugemu: ali ni bilo najino srce goreče v nama, ko nama je po poti govoril in razlagal pisma? Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem, našla sta zbrane 11 in tiste, ki so bili z njimi, in ti so pripovedovali: Gospod je res vstal in se prikazal Simonu. Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Že v ponedeljek, na velikonočni ponedeljek, smo hodili to pot do Emavsa, takrat po nekoliko bolj osebni poti. Danes pa bomo ostali prav pri besedah, navedkih iz tega poročila, prav pri Božji besedi. Izpostavljam nekaj stavkov Božje besede in nekaj misli, ki sem jih sam začutil ob njih. Glej, dva izmed Jezusovih učencev sta šla prav tisti prvi dan v tednu v trg Emavs. Ne le Kleopa in njegov tovariš, prijatelj, brat, karkoli mu je bil, tudi drugi so se vračali v prejšnje življenje ali pa so o tem razmišljali. Celo Peter in drugi apostoli, ki so že videli ustalega Jezusa, se torej že prepričali o tem, da Jezus živi, so se odpravili nazaj na sever v svoje staro življenje, lotili so se spet ribiškega poklica. Sedaj, ko je Jezus umrl, ko med njimi ni več tistega prejšnjega učitelja, vse tako se jim zdi, ne vedo, kaj bi. Priče so izjemnega čudeža. Jezus, ki je pred dnevi umrl vsem na očeh na križu, je sedaj živ. Ampak čudež še ni dovolj za spremembo življenja. In tako oni namesto o prihodnosti in sedanjosti razmišljajo o preteklosti in se vračajo nazaj
Skratka, Sveti Duh še ni prišel. Ko bo prišel binkoštni praznik, ko bodo napolnjeni s Svetim Duhom, se bo šele zgodila sprememba. Sprememba z veliko začetnico. Zato v tem času med veliko nočjo in binkoštmi tudi mi odpiramo svoje srce s prošnjo: pridi Sveti Duh, napolni naše srce, napolni naše življenje in daj tudi nam živeti ta trenutek in gledati naprej. Govorila sta med seboj o vsem tem, kar se je bilo zgodilo. Medtem, ko sta se pogovarjala, se je sam Jezus približal. Res, da ga nista spoznala, tukaj še ne. To sploh ni tako zelo pomembno. Pomembno je, da se je Jezus približal, oziroma da se je Jezus lahko približal. A bi se približal tudi, če bi bila ona dva recimo tiho. A bi se približal, če bi ona dva namesto pogovora o njem vodila pogovor recimo o svojih prihodnjih, poslovnih načrtih. A bi se Jezus približal tudi, če bi ona dva recimo koga ogovarjala? Ne vemo. Vemo pa, da sta se pogovarjala o Jezusu, o tem, kaj se je zgodilo, kar so doživeli. To, kar se učencem ta čas dogaja, še ni vera, ampak njihovo srce je na pravem mestu. Razpoloženje je pravo in to je ravno dovolj, da lahko Jezus vstopi in se približa. Rekel jima je: kakšni so pogovori, ki jih imate med seboj po poti? Jezus se pokaže kot izredno sočutnega, kot poslušalca. Če pogledamo z duhovnimi očmi, daje jima priložnost za molitev. Daje jima priložnost, da izlijeta pred njim vso bolečino, vso stisko, celo vso nevero, dvom, svoje razočaranje. A ni to čudovito? Bog, ki mi da priložnost, da mu povem, da sem nad njim razočaran. In pogledajte, kako preprosta molitev je to. Nobenih obrazcev, nobenih naučenih besed. A ste opazili, kako izgleda njuna molitev? Ali si ti edini tujec v Jeruzalemu in nisi izvedel, kaj se je tu zgodilo te dni? Se razumemo, da je to molitev. Pogovor z Jezusom je molitev in ona dva se pogovarjata z Jezusom. Jezus, a si ti edini tujec? Jezus, a se ti res nič ne sanja, kako se počutimo? Jezus, kaj še nisi slišal za koronavirus? A si ti edini, ki nisi slišal za koronavirus? Kaj se ti ne zdi, da bi po celem mesecu radi šli na kak obisk? Da bi se radi družili, da bi radi delali, da bi radi s sodelavko spili kavo in z dobrim prijateljem pivo, pa smo zaprti v svoje hiše. Nam se zdi morda njuna molitev smešna. Jezusu pripovedujeta, kaj sta doživela ob njegovi smrti, ampak to je model najbolj iskrene in resnične molitve. Kaj pa je lepša molitev, kot pred Jezusom odpreti in izliti svoje srce, mu povedati tako, kot čutim. Nič ni treba zavijati v izbrane besede, nič ni treba zakrivati, nič ni treba izpuščati. In nič se ni treba spraševati, a je družbeno sprejemljivo, a je politično korektno, a je primerno za Jezusova ušesa. Sej Jezus itak vidi moje misli v moje srce. In s tem, ko mu odprem srce v popolni iskrenosti, mu znova dam priložnost, da vstopi in me razsvetli. In začel je z Mojzesom in vsemi preroki ter jima je razlagal. No, v molitev tu vstopa Božja beseda. Zdaj pustimo ob strani dejstvo, da
ob poslušanju in Jezusovi, pa ste Jezusovi razlagi, Jezusovi pridigi Božje besede, njune oči še vedno ostanejo zastrte. Je pa branje Božje besede ključna stopnica do spoznanja in vere. In to je tudi drugi del molitve. Molitev je pogovor, ne, smo se naučili in tako tudi je. Pogovor pa pomeni pripovedovati in tudi poslušati. In potem, ko sta do konca izlila vse, kar sta čutila, in verjetno smo opazili, ne, da Jezus ju nič ne prekinja, ampak vse posluša, torej ona dva govorita in on posluša, in potem, ko končata, se prične Božji nagovor in človekovo poslušanje. Torej bere ima Sveto pismo, bere Božjo besedo in jo razlaga. Tudi mi se marsikdaj sprašujemo, kako naj slišim, kaj Gospod od mene pričakuje. Se verujemo, da je Božja beseda, da je Sveto pismo živa beseda Boga. Ko berem Božjo besedo, je to beseda, s katero Gospod nagovarja osebno mene. Približali so se trgu in on se je delal, da gre dalje. Silila sta ga, govoreč, ostani z nama. Delal se je, da gre dalje, ampak se je tudi dal zelo, zelo zlahka pregovoriti. Kaj gledamo v tej Jezusovi drži? Njegovo skrajno spoštovanje človekove svobode, ki je velik in čudovit Božji dar človeku. Nikoli se noče vsiljevati v moje življenje. Vselej se dela, da gre dalje. In moram ga povabiti. Jezus, vstopi, bodi z menoj, pri meni si dobrodošel, v našem domu si dobrodošel, želimo si biti s teboj, želimo, da si ti med nami, želimo biti tvoji. Samo majhna besedica dobrodošlice je dovolj. Jezus se ne pušča pregovarjati. Že sedi z nami za mizo. Ko je sedel z njima k mizi, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima dal. Gre torej za Evharistijo, ne? Gre za sveto mašo. Ne šele tu, ko je Jezus že vstopil v hišo, ampak že prej na poti. Ne? Sveta maša ima dva temeljna dela. Bogoslužje Božje besede, ki se odvija tu pri ambonu, in evharistično bogoslužje pri oltarju. Jezus je torej s Kleopom in drugim učencem obhajal sveto mašo. Res, da je bil pri tem liturgično precej površen, a bila je sveta maša. Besedno bogoslužje je bilo kar na poti, brez ambona, in vprašanje, če je odlomku Božje besede sledil tudi primeren psalm. In evharistično bogoslužje se je dogajalo pri mizi, spet ne vemo, a je Jezus uporabil pravilni hvalospev in ga kombiniral z pravilnim preostankom evharistične molitve. Ok, malo sem žleht. Ampak njima so se odprle oči. To je bila sveta maša. In to je prvi velik učinek Evharistije, ki ga tu gledamo. Odpirajo se moje duhovne oči in vidim tisto, kar brez Evharistije ne morem videti in prepoznati. Ampak to ni edini učinek Evharistije. Evharistija daje tudi moč in pogum, vidimo iz tega prizora. Imela sta moč, da sta znova vstala in še isti večer, isto noč šla nazaj v Jeruzalem. Dobro, 60 tečajev, res da ni za neka neskončno dolga razdalja, ampak na večer se človek gotovo raje usede in malo počiva, kot se znova odpravi na pot. Saj ne nazadnje bi lahko v Jeruzalem šla tudi drugi dan, potem ko bi se lepo naspala in spočila. Ampak ne, ona dva imata zdaj dovolj moči, nahranilo jo je sveto obhajilo, kruh življenja. In pa vidimo, ne, tudi neverjeten pogum je naenkrat v njima. Tudi to je dar Evharistije.
Dan se je že nagnil, izvemo, ne. Potovati med mesti je bilo vselej tvegano, zvečer, po noči, samo še veliko bolj. Ampak pogum je zdaj močnejši. Sploh ne razmišljata, bratje v Jeruzalemu vsekakor morajo takoj izvedeti, kaj sta ona dva doživela in videla. Vstala sta še tisto uro in se vrnila v Jeruzalem. Našla sta zbrane 11 in tiste, ki so bili z njimi. Evharistija nas torej končno vodi v občestvo. Ker uživamo isti kruh, postajamo vse bolj eno telo, ena skupnost, ena družina, cerkev. Evharistija je zahvala Bogu, a je tudi dejanje občestvenosti, skupnosti. To je vir in vrhunec življenja cerkve, kakor smo se tudi naučili in piše v katekizmu. Kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, prej raztresen po gorah, zgneten, eno je postal, tako naj se zbere tvoja cerkev od koncev zemlje v tvoje kraljestvo. Verjetno smo pomislili na čudovito darovanjsko pesem ob teh besedah. V resnici pa je v izvirniku to besedilo iz spisa imenovanega Didahe, ki je nastal v prvem krščanskem stoletju in razodeva prav to, kako Evharistija ustvarja skupnost. Zato se ti Gospod, tudi mi ta večer želimo darovati v hvalno daritev. Sprejmi naše misli, sprejmi naše prošnje, sprejmi našo zahvalo. Sprejmi vse nas in nas zberi v svoje kraljestvo. Amen. Dragi bratje in sestre, evharistična gostija v Emausu je učencema odprla oči, jo napolnila z močjo in pogumom. Tudi mi stojimo ob Jezusovem oltarju, zato ga zaupno prosimo. Za naše duhovno oltarno občestvo naj nam bo tvoja beseda luč, Evharistija pa moč na naši življenjski poti. Prosimo te, usliši nas. Za krščanske družine, da bi iz obhajanja Evharistije črpale moč za medsebojno spoštovanje in zvestobo. Prosimo te, usliši nas. Za naše mlade in vse, ki iščejo življenjski poklic, da bi se radi krepčali s kruhom močnih. Prosimo te, usliši nas. Za nove duhovniške in redovniške poklice, da ne bi nikoli zmanjkalo delivcev božjih skrivnosti. Prosimo te, usliši nas. Za rajne, ki so se krepčali z istim kruhom in kelihom, Gospod izpolni jim obljubo večnega veselja v nebeški domovini. Prosimo te, usliši nas. Skupaj molimo še za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje je in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj.
Po skrivnosti tega vina in te vode naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Vsa trta je in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog, sprejmi nas ponižne in skesane, naj ti ugaja danes naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me vseh mojih grehov. Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo zahvalno daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz mojih rok, ohvalo in čas svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Usmiljeni Bog, sprejmi to daritev, s katero odrešuješ človeštvo. V svoji dobroti nam daj telesnega in duhovnega zdravja, po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kviško srca, zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res je spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da tebe, Gospod, v vsakem času, posebno pa ta dan slovesneje hvalimo, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim ustajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na dan, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Jezusove smrti in njegovega vstajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se ti, da smemo biti v duhu zbrani tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naše rajne sestre Marije Plestenjak, ki si jo z tega sveta poklical k sebi, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, daj jim, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom
z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Skupno molimo Gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in varuj nas vsakega nemira, ko polni trdnega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja si svoje učence pozdravil, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je Jezus Kristus, jagnje Božje, ki odjemlje naše grehe in nam podarja svoj mir. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim Gospodovi mizi. Tudi ta večer v obliki duhovnega svetega obhajila, za prejem katerega skupno molitvijo prosimo. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prejeti zakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Zahvalimo se. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo, hvala za tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. Amen. Učenca sta spoznala Jezusu v polomljenju kruha. Aleluja. Molimo. Večni Oče, pri obhajilu smo se združili s Kristusom, očisti nas vsake grešnosti, da postanemo novi ljudje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
kakor je bil ta kruh, ki ga lomimo, prej raztresen po gorah, zgneten eno je postal, tako naj se zbere tvoja cerkev od koncev zemlje v tvoje kraljestvo. Tako didahe. Bogu hvala, da nas je v tej duhovni daritvi, v sveti Evharistiji, tudi ta večer Gospod zbral iz različnih koncev v eno samo svoje kraljestvo. Upam in verjamem, da tudi nam odpira oči, tako kot Kleopu in drugemu učencu, da tudi nam daje moči in poguma. To sta gotovo dve taki pomembni stvari, ki jo potrebujemo tudi v tem času, ki ga preživljamo. Želim nam vsem lep večer in obilje Božjih darov. Gospod z vami. Naj nas blagoslovi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja. Dal si čistopi srci, da odprte mi roki, dal si čustva mi, dal si mi razum, dal svobodo, da lahko sama vsem odločam se, zasadil vame vero in pogum. Zato bom vedno hodil za teboj, zato bom vedno hodil za teboj. Evangelij bom živel, aleluja ti bom pil in vedno hodil za teboj. Dal si novih mi moči, luč prižigal v temi, kadar padel sem si vedno me pobral. Ko zašel sem stran s poti, ti v ljubezni vztrajal si, da rešil bi me, sina si postal. Zato bom vedno hodil za teboj, zato bom vedno hodil za teboj. Evangelij bom živel, aleluja ti bom pil in vedno hodil za teboj. Ko po tvojih poti grem, sem vesel, saj dobro vem, da na koncu te poti me čakaš ti. In ko čas me bo vzel, vem, da k tebi bom prišel in alelujo z angeli bom pel. Aleluja, aleluja, aleluja. Evangelij bom živel, alelujo ti bom pil in vedno hodil, in vedno hodil, in vedno hodil za teboj.